Naša gostja v oddaji RTS 24 je gospa Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Če se ozremo po teh zadnjih 26 letih, ki ste jih tako rekoč nasledili zdaj, katere so tiste pomembne točke, pomembni dogodki ali pa dosežki sindikatov pri nas v teh letih? Zelo težko bo seveda našteti vse, ampak se bom skušala potruditi. Zdaj najprej je treba razumeti, da je šlo v tem obdobju za tranzicijo celotne družbe. Mi smo iz bivše Jugoslavije takrat postali samostojna država in že prav v začetku so bili prvi upori ali pa boji sindikata namenjeni lastninskemu preoblikovanju. To, da so delavci participirali na lastnini podjetij, je bil eden od dosežkov sindikatov. Ves čas se je spreminjala zakonodaja, pokojninska zakonodaja, delovna zakonodaja, vse, kar se nanaša na socialno varnost. Tudi v tem delu smo imeli pomembno vlogo ali pa recimo odločujočo in zagotovo bi bila ta družba drugačna, če sindikatov takrat ne bi bilo. Naj omenim potem na koncu morda tudi zakon o minimalni plači. Ne to, da ta zakonodaja obstaja, ni razumljivo samo po sebi, morda tudi kolektivne pogodbe. Te so tiste v bistvu, ki dajo širši krog pravic od zakona o delovnih razmerjih in tudi na tem področju imamo izključno in samo vlogo sindikati, pravzaprav druge institucije ni. Ves čas v tem preteklem obdobju smo bili sindikati korektiv, da ta družba ni postala še bolj neoliberalna, kot sicer je, da smo vendarle skušali tudi nekaj stvari prihraniti za zaposlene in za vse državljane. Se vam ne zdi, da so morda delavci v teh letih premalokrat šli na ceste? Morda je to tudi razumljivo. V preteklosti to ni bila neka navada, obnašanje je bilo treba priučiti. Veliki protestni shodi, jaz se spomnim prvih, so bili pravzaprav sramota. Marsikdo od mimoidočih nas je gledal čudno. Kasneje so se ljudje vendarle priključili in jaz mislim, da je mogoče potrebna še ena generacija, ki bo spoznala, da se je treba za pravice boriti, da niso same po sebi dane. Pri minimalni plači se še malce ustaviva. Zakaj se nismo zanjo bolj borili v tistih boljših časih, ko je bilo morda denarja več, kot pa zdaj v času krize? To je zanimiv fenomen. Največji dvig minimalne plače smo sindikati dosegli leta 2009. To se pravi v sredi največje krize. Povezan je pa s tem, da so ljudje takrat, ko čutijo pomanjkanje, seveda bolj pripravljeni sodelovati. Takrat se je zgodilo Gorenje, se bodo vsi spomnili, takrat se je dogajala Mura. Ljudje so pač iskali možnosti in priložnosti in takrat se je plača dvignila minimalna za 25%. Eden od razlogov za to pa je bilo neposlušanje. Pravzaprav niti delodajalci, niti vlada takrat niso razumeli, da je potrebno na tem področju nekaj storiti. To se je kuhalo 2, 3, 4 leta in potem je izbruhnilo. Tudi zdaj je vprašanje minimalne plače vedno odprto, zlasti zaradi tega, ker je določena na spodnjem življenjskem minimumu in je težko razumeti, da nekdo, ki dela s to plačo, praktično ne more spodobno živeti. Je pa res, da ni odvisno vse samo od minimalne plače, še enkrat zadaj so kolektivna pogajanja, ki jih je treba okrepiti in v tem delu zagotovo pomembno, koliko imajo posamezni sindikati članstva. Naša moč je v članih. V preteklih letih smo dobili tudi občutek, ne samo občutek, tudi dokaze, da niso vsi delodajalci bili enaki pred zakonom. Kako je danes to urejeno? Stvari se spreminjajo. Zdaj, če imate v mislih zgodbo o tajkunih, to je neki velik črn madež v celi zgodovini, se mi zdi, naše države, ki je bil vsem na očeh, pa vendarle je bilo očitno v ozadju dovolj interesov kapitala in denarja, da so se postopki peljali. Kriza je potem pokazala vso črnino te zgodbe. Nažalost so zaradi tega propadala velika podjetja, sistemi, ki bi lahko verjetno še živeli zelo dobro, če se ta tajkunizacija ne bi dogajala. Res pa je, da so skozi to krizo prihajala prečiščena podjetja v narekovaju, da so se res obdržala tista podjetja, ki so imela zadosti, po domače se temu reče špeha, da so skozi krizo obstala in da jih zdaj ta situacija gospodarska, ki v tem trenutku je, sama po sebi žene k temu, da se popravljajo tudi nasproti zaposlenih.
Vsi vemo, da v velikih delih Slovenije delovne sile že primanjkuje, da so si delodajalci med seboj konkurenti, da si kradejo delavce, in seveda je to priložnost oziroma nuja, ki se kaže delodajalcem, da sami dvigajo plače. Ljudje pa imajo seveda možnost tudi izbire, kar pa je tudi dobro. Povejte, še obstaja črna lista delodajalcev? Ja, seveda, na spletni strani SKEJ-a, Sindikata kovinske elektroindustrije, imamo tako belo kot črno listo. Črna lista se na srečo manjša zaradi gospodarskih razmer, ki jih imamo, so pa še vedno delodajalci, seveda, ki jih je potrebno na ta način opomniti, da je njihovo ravnanje nesprejemljivo. Gospa Jerkič, katere so glavne točke vašega programa, zdaj, ko ste nastopili funkcijo predsednice? Ja, program kot tak ima Zveza svobodnih sindikatov, sprejet je bil na kongresu. Moja funkcija kot predsednice je, da ga skupaj s sodelavci v čim večji meri izvajam. Smo si pa določili nekatere prioritete v tem trenutku, tisto, kar ocenjujemo, da je najbolj pomembno. Ena od prioritet je delovni čas. To je nekaj, to je področje, s katerim se vračamo 120 let nazaj. Takrat so se sindikati ustanavljali v bistvu zaradi delovnega časa, zaradi borbe 8-8-8, se pravi 8 ur dela, 8 ur zabave in 8 ur počitka. Tole se je v sedanji družbi, pa ne samo v Sloveniji, izrodilo. Praktično prehaja delovnik v vse ure dneva. Ljudje težko planirajo svoj prosti čas, marsikdo ne more izkoristiti dopusta, dela se sobote, nedelje in praznike in delovni čas je zagotovo prioriteta delovanja zveze v naslednje pol leta. Prvič želimo spraviti delovni čas v okvire, ki jih določa zakon. Tudi to je posebnost Slovenije, lepa zakonodaja, ki jo redko kdo izvaja. In pa morda ambiciozno, ampak vendarle bo treba razmišljati o skrajševanju delovnega časa, če bomo želeli seveda imeti več zaposlitev, prihaja digitalizacija tudi, ki bo povzročila svoje. Skratka, to je eno od področij. Drugo področje, ki je seveda interesno, so plače. To področje je stalna agenda sindikatov s tem zvezi, tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Seveda, naprej sva že govorila o minimalni plači, govorila sva o kolektivnih pogodbah. Ne nazadnje tudi združevanje. Če želimo bolj učinkovito sindikalno gibanje, moramo in več pravic za delavce, moramo nastopati skupaj. Zdaj jaz vidim tukaj veliko priložnost. Sindikati, vsaj konfederacije si že nekaj časa niso konkurenca. Delujemo skupaj, dogovarjamo se o pomembnih temah in morda bo prišel tudi čas, da to zadevno kaj več postorimo. Za konec samo še vprašanje. Članstvo v sindikatih upada v zadnjem času. Kako si boste tukaj zagotovili zaupanje še več somišljenikov v vaših vrstah? Jaz mislim, da je treba k temu pristopiti z osveščanjem. Marsikdo je član sindikata, potem ko zračuna, koliko ga to stane, in če ugotovi, da ga stane preveč, se morda za to niti ne odloči. Jaz mislim, da redko kdo razmišlja o posledicah. Če bomo vsi razmišljali, da je težko plačevati članarino v organizaciji, ki ponuja roko, in ki je edini zaveznik delavcev, potem se bo nazadnje zgodilo, da nobenega ne bo več, ki bo to počenjal. Dokler je še kritična masa članov, ki razumejo, zakaj so člani sindikata, da smo skupaj močnejši, če uporabim to skrajšavo, do takrat lahko uživajo v vožnji, če temu tako rečemo, tudi tisti, ki ničesar ne prispevajo k delu. Jaz nobenega člana ne poznam, ki bi vrnil regres, pa ki bi vrnil prevoz na delo ali pa ki bi se odrekel solidarnostne pomoči. In tudi privoščim jo vsakmu, da ne bo pomote, bi pa vseeno jim dala v razmislek, ali je prav, da to delajo na plečih tistih, ki pa so člani sindikata. Tako da mislim, da moramo iti v to osveščanje pravzaprav, kaj sindikalno gibanje pomeni, da to niso visoke plače sindikalnih funkcionarjev, kar se zelo rado porabi, da je to strokovno delo, da so to pogajanja, da je to veliko dela. Gospa Lidija Jerkič, hvala lepa, da ste bili naša gostja v oddaji RTS 24 in veliko uspeha pri delu želimo. Hvala lepa. Hvala tudi vam.